svetu želim vsem podpisnikom, to je socialnim partnerjem, delojemalcem, kakor tudi ministru za delo kot predstavnika vlade čestitati k podpisu izhodišč za socialni sporazum, ki bo veljal od 1.7.2012 do konca 2016. Prav gotovo je to velik uspeh socialnega dialoga, če vemo, da v prejšnjem mandatu nismo uspeli niti sesti za pogajalsko mizo, kaj šele, da bi se začeli dogovarjati o izhodiščih ali o socialnem sporazumu. Vsi smo si bili tudi takrat enotni, vsaj na delodajalski in pa na sindikalni strani, da socialni sporazum potrebujemo in to ne samo v, bi rekel, dobrih letih, ampak v kriznih časih še toliko bolj in seveda pred težavami, v katerih se nahajamo, so izhodišča, ki smo jih danes podpisali, prav gotovo velik dosežek in seveda bi rekel na nek način tudi vstopnica za začetek usklajevanj o novem socialnem sporazumu, o katerem sem prepričan, da se strinja tako delodajalska kot delojemalska stran in seveda vlada, ne samo predstavniki delojemalcev, ki so danes podpisali ta sporazum, ampak tudi ostali. Dejstvo je namreč, da smo se na zadnji, to je 215. seji ekonomsko-socialnega sveta, uskladili o tekstu, ki ga danes podpisujemo in da je seveda razlika v podpisu po zagotovilih predstavnikov sindikatov, ki jih danes ni med nami, da morajo pač opraviti še formalnosti, v tem primeru dobiti soglasje svojih organov upravljanja, kar je z naše strani razumljivo in seveda upamo, da se bo zgodilo to v najkrajšem času. Vsekakor je pa za nas izjemno pomembno, da z tem podpisom je pot v začetek usklajevanj za novi socialni sporazum odprta in seveda pričakujemo, da se bodo ta začela v najkrajšem času in seveda, da bomo tudi dosegli rok, ki smo si ga zadali skupaj z ministrom, torej priti do socialnega sporazuma do 20. junija oziroma vsaj do konca junija. Toliko z moje strani, še enkrat čestitke socialnim partnerjem in pa vladi ob podpisu in predajam besedo ministru za delo, magistru Andreju Vizjaku. Torej, spoštovani, tudi sam delim s predsednikom ekonomsko-socialnega sveta to zadovoljstvo, da je prišlo do podpisa teh izhodišč. Izhodišča so pomembna, se čaka vlado in socialne partnerje, ostale v tem mandatu kar nekaj korenitih posegov v sistem, tako na področju delovnih razmerij, pokojninske zakonodaje, zdravstvene zakonodaje, trga dela in še česa. In vsled tega si v vladi ne znamo predstavljati dobrih rešitev brez dialoga in dogovora z socialnimi partnerji oziroma z delodajalci in sindikati. To nas je vodilo k tem, da hitro, kar se da hitro pripravimo tako izhodišča in seveda s tem stečejo priprave na sam tekst socialnega sporazuma. Jaz upam, da del sindikatov, ki danes ne prisostvuje temu podpisu, ne bo zaradi teh rokov na nek način raztegoval in postavljal pod vprašaj 30.6. kot podpis socialnega sporazuma. Torej jaz upam, da bodo kljub temu, da jih danes tu ni, pristopili k podpisu čim prej in da se bo današnji dan štel za tisti 14-dnevni rok, na katerega socialni partnerji vlagamo predloge za socialni sporazum. Torej, da ne bi prihajajoča procedura bila okrnjena zaradi tega. Torej, besedilo izhodišče je usklajeno, vsled tega tudi te temelji, na katerih bomo gradili socialni sporazum in verjamem, da ni v nobenem v interesu, da bi kakorkoli postavljal ta podpis v vprašaj. Nekoliko me žalosti stališče nekaterih sindikatov, ki povezujejo ta projekt
z projektom rebalansa in interventnih ukrepov, ki so ta moment na mizi. Namreč res je, da je tako interventni zakon kot seveda tudi rebalans zelo pomemben za prihodnost Slovenije. Lahko bi rekli tudi odločilen. Res pa je tudi to, da so odločilne tudi vsi sistemski posegi v zakonodajo, ki bodo temu sledili. In zato je seveda dobro, da najdemo dogovor in izhodišča tudi okoli teh vprašanj in torej ne že na prvi črki zaostrovati do konca. No. Skratka, upam, da bodo pristopili k podpisu čim prej. Najprej bi čestital vsem, ki smo se danes tukaj zbrali in podpisali ta izhodišča. Zakaj smo mi podpisali ta izhodišča? Zaradi tega, ker vemo, se strinjamo s tistimi, ki podobno ocenjujejo, da so razmere v Sloveniji resne. Imamo gospodarske rasti, imamo ogromno brezposelnih, za tekoče poslovanje se zadolžujemo, ne odpiramo novih delovnih mest, tako ne domači delodajalci, kot tudi tujine, nasprotno, delovna mesta se krčijo, istočasno je zelo veliko podjetij tik pred bankrotom in tako naprej. Skratka, razmere v Sloveniji so resne in zato potrebujemo spremembe. In socialni sporazum je način, kjer v socialnem dialogu dogovorimo, kakšne spremembe, kolikšne spremembe. In naša ocena je, da časa nimamo veliko, zato se moramo čim prej dogovoriti za te spremembe in zato smo bili med tistimi, ki so ta izhodišča, kot pravimo, porivali naprej, tudi v primeru, če bi bila še mogoče presplošna in premalo zavezujoča. Pomembno je, da smo se v teh izhodiščih poenotili okoli ocene, kje trenutno v Sloveniji v tem trenutku smo in na katerih področjih potrebujemo spremembe. In sedaj pričakujem, da se nam bodo v prihodnjih tednih in mesecih predložili tudi ostali predstavniki sindikatov in v tvornem socialnem dialogu prispevali k temu, da bo Slovenija prišla iz te nezavidljive situacije, ko pravzaprav drugemu nagajamo, se oviramo pri normalnem poslovanju, nenazadnje tudi pri zagotavljanju normalne socialne varnosti in da bomo poiskali razvojni model, ki bo Slovenijo spet naredil uspešno. Lep pozdrav. Tudi v imenu Slovenske zveze sindikatov Alternativa jaz čestitam kolegom tako na delodajalski vladi in pa tudi na sindikalni strani k podpisu tega današnjega dokumenta izhodišč socialnega sporazuma. Za nas pomeni, za Slovensko zvezo sindikatov Alternativa, podpis logično nadaljevanje tega, kar smo uskladili v petek. Tega seveda ni uskladila samo naša sindikalna centrala, uskladili tekst izhodišč socialnega sporazuma smo uskladili vsi socialni partnerji in meni se zdi pomembno na teh vsebinah graditi tudi v prihodnje. Mislim, da je podpis izhodišč socialnega sporazuma tisti prepotreben skupni imenovalec, ki ga danes iščemo vsi, ko so odnosi med socialnimi partnerji na točki rebalansa proračuna zaostreni. Jaz mislim, da bi se mogli tega pozitivizma iz tega dokumenta navzeti vsi in na nek način graditi. Mi smo dali zavezo kot centrala, tako da bomo sodelovali pri izhodiščih, kar smo, da bomo sodelovali pri socialnem sporazumevanju do konca junija, ko smo skupaj dogovorili tisti termin, da se dogovorimo o ključnih vsebinah celotnega socialnega sporazuma. Mi socialni sporazum resnično razumemo širše, ima za nas dolgoročno globlji pomen, kot pa vse oblike zaostrovanj povezanih z rebalansom, ker se socialni sporazum ne pozabiti veže na ključne sistemske spremembe zakonodaje v Sloveniji in tu bo nas zelo zanimalo, v katero smer bodo te spremembe šle. Te spremembe bodo povezane z spremembo pokojninske zakonodaje, o tem smo se vsi izhodiščih kot temelj sporazumeli, spremembo zdravstvene zakonodaje, z reformo trga dela, s plačno politiko nenazadnje, tudi kolektivno dogovarjanje kot pot rešitve. Me zelo zanima, v katero smer bomo obrnili znotraj tega socialnega sporazumevanja in seveda
z tega zornega kota ocenjujem pač neodeležbo nekaterih mojih kolegov kot z neko mero obžalovanja, ker se bojim, da bo na tem področju nastal zastoj in da tega roka do junija, ki smo ga dogovorili skupno, ne bomo uspeli dogovoriti. Tako da to bi bilo, kar se naše sindikalne zveze tiče. Hvala. Ja, v segmentu drobnega gospodarstva, ki je pravzaprav utrpelo največjo škodo v tej recesiji, kljub temu, da seveda je sicer možno, da se na nek način najhitreje prilagodi. V tem segmentu se tudi ustvarjajo nova delovna mesta. Ocenjujemo, da je seveda današnji neprihod teh sindikatov grozen način, kako reševati Slovenijo, ki je v požaru. Sam ocenjujem, da seveda je Slovenija danes v hujši dilemi, kot je bila leta 90. Za leto 41 ne vem, zdi se mi pa, da je Slovenija v večjih težavah, kot je bila takrat, čeprav seveda ni bila takrat samostojna država. In da se sindikati ne udeležijo tako splošnega dogovora, kam naprej, moram reči, da s tem prevzemajo vso odgovornost za to, kaj se bo v Sloveniji dogajalo. Jaz mislim, da takšen način je neodgovoren do 2 milijonov prebivalcev, gledati samo ozko svoje interese svoje centrale, je premal za to, kar se v Sloveniji danes dogaja. Hvala. V imenu Zveze reprezentativnih sindikatov Slovenije prav tako pozdravljam in čestitam k podpisu izhodišč za socialni sporazum. Mi smo k tem podpisu pristopili seveda zaradi tega, ker verjamemo v socialni dialog, ker verjamemo, da moramo v tej družbi, v tej državi probleme reševati seveda v dialogu. Kljub temu, da je ta dialog naporen, zahteven. Izhodišča smo v petek, kot je bilo povedano, uskladili na ekonomsko-socialnem svetu. Uskladili smo ga na sindikalni strani vse reprezentativne sindikalne centrale in tudi sam sem prepričan, da bodo kolegi iz partnerskih sindikalnih organizacij v bližnji prihodnosti pristopili k podpisu tega sporazuma. Hvala. Hvala lepa. Jaz se pridružujem čestitkam. Iskreno upam, da gre za odsotnost nekaterih sindikatov ali pa večine tistih, ki danes niso prisotni, predvsem zaradi formalnosti. Če gre za kaj več, me skrbi za odgovorno držo teh sindikatov. Situacija na terenu ni dobra. Signali iz našega sektorja, ki prihajajo do nas, so izredno slabi. In bojim se, da če ne bomo stopili skupaj in našli kompromisne rešitve, potem ne bo dobro ne samo za tiste, ki bodo službo izgubili in tiste, ki bodo mogli zapreti svoje dejavnosti, ampak tudi za vse ostale, ki so zaposleni tako v javnem sektorju, ki so upokojenci, ki so študenti, dijaki in ki so otroci. Zato mislim, da je nadaljevanje tega socialnega sporazuma oziroma nadaljevanje te aktivnosti z socialnim sporazumom ključnega pomena. Mora biti neke vrste pakt med socialnimi partnerji, ki nas bodo pripeljali do tega, da se izvijemo iz tega krča, v katerem smo. Zato upam, da bodo preostali sindikati, ki jih danes še tukaj ni, čim prej, ne v nekaj tednih in mesecih, ampak kar v kakšnem tednu pristopili za to, da se lahko resno lotimo dela in pokažemo svojo odgovornost do preostalih državljanov, ki so v tej Sloveniji. Jaz mislim, da socialni dialog žal ni šala, ampak je resno delo in odgovorno delo do te družbe. Hvala lepa. Zupan Franc, Zveza delavskih sindikatov Solidarnost. No, jaz bi ravno tako vsem deležnikom danes čestitil na tem dokumentu. Bi pa poudaril naslednje. Zakaj smo pristopili k podpisu današnjih izhodišč? Glejte, v končni fazi nekje je treba začeti. Nihče ne trdi, da so izhodišča idealna. Nihče ne trdi, da so izhodišča slaba ali pa dobra.
ampak nekje moramo začeti. Socialni dialog mora potekati. Ključno pri tem pa se nam zdi, da je potrebno nekje začeti in nekje ustvarjati neke temelje, na katerih bomo potegnili to situacijo, Slovenijo iz krize. Ker enostavno se tukaj premetavati in obtoževati, kdo je povzročil krizo, nam kaj nič ne pomaga. V današnji situaciji točno vemo, kje smo in iz te krize moramo priti skupaj ven. Jaz sem ravno tako prepričan, da tisti kolegi, ki jih danes tukaj ni, da imajo verjetno kakšne formalne zadržke zaradi samega podpisa, ampak kljub temu jaz mislim, da bomo našli skupno točko, da bomo rešili nastalo situacijo. Je pa nekaj najbolj pomembnega. Jaz mislim, da čas za rožljanje z orožjem v navednicah še lahko pride. Zdaj je čas za razum, da stisnemo glave skupaj, naredimo maksimum, v končni fazi, če pa ta dialog ne bo možen, se še pa vedno lahko vrnemo k orožju. Hvala. No, najprej čestitke tudi vsem deležnikom z moje strani. Tudi na Trgovinski zbornici Slovenije ocenjujemo, da so izhodišča dobra osnova za naše nadaljne strokovno delo, ki ga bomo morali zaključiti do konca junija, saj je gospodarska situacija iz dneva v dan slabša, torej resna. Želimo si tvornega socialnega dialoga in dobrih, razumskih rešitev, ki bodo dobre za vse. Hvala. To je bil torej podpis in izjave vseh, ki smo danes podpisali ta izhodišča in seveda enotno stališče poziv vsem, ki danes niso prišli, da to storijo čim prej in seveda, da že jutri nadaljujemo z usklajevanji za socialni dialog, ne samo, da bi dosegli rok, ampak tudi rešitve, ki jih Slovenija še kako potrebuje. Za danes pa najlepša hvala. Naslednja seja Ekonomsko-socialnega sveta je v četrtek ob 15:30, je pa to nadaljevanje 215. seje. Tako, še enkrat hvala lepa za udeležbo danes.